Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v atriju ZRC SAZU, kjer bo danes tekla beseda o Habsburžanih v 20. stoletju, vladarski hiši, ki je stoletja krojila tudi slovensko zgodovino v modernem historiografskem izrazoslovju, rečemo temu tudi deljena zgodovina ali bolj učeno shared history, in ki slovenski prostor in njegove pretekle prebivalce umešča v širši srednjeevropski prostor. Z nami bo ali je poseben gost, eden od Habsburžanov 20. stoletja, Karl von Habsburg-Lothringen, ki ga vljudno pozdravljam. V zadnjem času smo o njem v slovenskih medijih lahko prebrali dva zelo zanimiva pogovora, iz katerih spoznamo zelo razvejano dejavnost gospoda Habsburg-Lothringena, njegovo zelo jasna stališča o sodobnih političnih in družbenih procesih, zlasti o vojni v Ukrajini, kjer preko svoje radijske postaje skušajo Ukrajincem in Ukrajinkam lajšati vojni vsakdan. And now I will switch to English to welcome our special guest, Karl von Habsburg-Lothringen, member of the Habsburg imperial family, whom we dedicate today's roundtable. Welcome, sir. Lately, we got the possibility to read two interviews from which we could learn about your vast activities in many fields of social, cultural, and political life. You have shared your views on the Ukrainian war and that on the pan-European or Central European idea. A year ago, you welcomed our conference on your grandfather Karl, and we really appreciated your participation. Today, I would like to ask you for some introductory words on the occasion of the roundtable and book presentation. Sir, the floor is yours. So thank you very much for that invitation. I think if we are talking about the Habsburgs in the 20th century, I will have probably to start where I left off 1 year ago. Because, of course, in the beginning of that century, one of the things that was very determining for my family after the long rule of Emperor Franz Joseph was, of course, the rule of my grandfather, of Emperor Karl. And I am kind of getting back to that a little bit because I think he has basically established the ground on which we are operating today, also operating in a family, because of course what he has done is he has been although he was not successful, neither militarily in the beginning, yes, but on the long run he was not successful militarily, and he was not successful politically. But apart from that, one thing that has basically stayed, and that was also something that was mentioned very strongly in the beatification process, was the fact that he was taking all his decisions based on his Christian value system. And that was literally counting at the end as the most important element. And what I think the most fascinating element when I'm looking at my grandfather's personality is that he basically excelled by keeping his value system, his Christian value system, in the forefront of his decisions in single part of his life. I am not talking about the time, but I'm talking about the different roles that he has been playing. I mean, he was a family man, he was a family father, and I still remember very well the conversations I had with my grandmother about which times were very happy times and which times were less happy times because they were just so incredibly busy. And whenever she was able to talk about it, she was talking about the time that she was spending with him when he was a young officer in Galicia, and where they had actually time for each other, and what a wonderful family father he was. And that's the same recollection that I saw from my father and his siblings when they were talking about that time with their father, which was very short and at young age, but it was something that was really sticking to them as somebody who would dedicate his entire emotion and intelligence in those short moments that he has with the family to his family.
but he would also excel, of course, in the field, or in the military field and in the political field. As I said, the success was not necessarily given, but he was always sticking to his value systems. I mean, when we think about the military field, where he was forbidding any type of what we would call today weapons of mass destruction, at that time, particularly chemical weapons, he was trying to banish it wherever it was possible. When we were looking at the political field, where we should not forget that basically the Austro-Hungarian Empire was one of those countries in the world that was the first one that had a Ministry for Social Affairs. And the origin of this Ministry of Social Affairs was to have a ministry that would deal with the orphans of the war. And out of this, the Ministry of Foreign Affairs was developing. So he was trying to excel in every single aspect of his life, whether as a family father or as a politician or as a military personality. And I think it is this example which also then later was determining what the rest of the family was doing. But I have to kind of allow me, since we're talking about the family in the 20th century, I think there's one thing which is quite important to keep in mind. And that is, at the turn of the 19th to the 20th century, the family was a relatively small family. It was quite a couple of dozen members of the family, although there were different branches, but the family was small. Nowadays, over the century, obviously something has worked out very well, but because we are about 600 members of that family, so we have turned into actually into quite a clan. And so, of course, the head of that clan, which was my father for the by vast biggest part of the last century, he also had to kind of see how to deal with this, which was, one has to say, extremely difficult in the time between the First and the Second World War. And so he was playing a role again where he was living in the conviction that he had to deal and serve as much as it was possible for the people whose fate were particularly linked to our family. And that's why he was establishing the possibility to help either refugees or to be politically active in trying, for example, particular actions to make sure that Austria would be re-established as a state again, and not just as a dying appendix of Germany or something like this. So this was something which was incredibly important for his life. And he kind of continued with this specific feeling that he had when once he was in the European Parliament and he was working on the European cause, when he was able to deal with those countries that were not yet part of the European Union and see possibilities on how to help them to join actually this European Union. And he was dedicating the majority of his work actually to this specific task. And one element in that which I think is very important to see, and this is that he saw, of course, that the concept of Mitteleuropa, of Central Europe, was one of the most important concepts to show the identity of the continent as we have it today. So it was very important for him to take those values that have been established in the past as values of Central Europe and further on as European values in order to kind of implement them into politics. And so he was basically into trying to modernize certain expressions. And I would just probably at this stage like to bring one or two examples on, I think, where this has worked particularly well. One is in the principle of subsidiarity. So subsidiarity was a principle that has been working, of course, at the time of the monarchy, and it has been used also now in the time of the European Union. But few people really think about what subsidiarity actually means, and that subsidiarity is not a political principle, but it's a principle for it's a building block of a society. It's the ultimate principle of the bottom-up system and not a top-down system. And I think the fact that today's subsidiarity is part of the Maastricht Treaty and part of what should be the basis of the European Union, it is very significant that this old principle,
which comes from Christian social science for society, is a pure bottom-up principle. And if we would use this a bit more often and implement it a bit more often, it would kind of seriously take away from that impression that we are getting from overarching bureaucracy or problems of centralization within the European Union. So that is a principle that also my father has been fighting for very often. And of course, another principle that I think has a huge long tradition in my family, and so was of great importance to my father, was the so-called the Reichsidee, the imperial idea. An imperial idea, of course, in English, you can't really use it because in English it sounds like Maharajas riding in India, which it is not at all. But it basically is that concept of it's a federal concept that has a long tradition, and certain elements of that federal concept, of course, also have taken hold on the European Union and on the institutions of the European Union. And so I think it is very important to point out that many of those principles on which Europe is based today are very long principles where he was seeing a great importance of giving them a modern meaning and implementing them in modern politics. So when I said that the family today is huge compared to what it was 100 years ago, that meant, of course, that not everybody of that family, thanks heaven, went into politics. So the family, of course, we consider ourselves a very political family, and there are some members of the family that have continued the political tradition of the family. When I'm thinking about my immediate siblings, and I see that my youngest sister Walburga, who has been a Swedish member of parliament, and my sister Gabriela, that went into diplomacy and became the Georgian ambassador to Berlin, which just shows the dimension of where this Habsburgian idea can actually get a foothold. And my brother Georg, who is currently the Hungarian ambassador in Paris and who has been very active in Hungary. And of course, I also had the great honor and pleasure to serve for some time in the European Parliament. And now I'm working on many projects that, well, normally linked to UNESCO, but currently, of course, the crisis in Ukraine is just something which is very much on my agenda, because people, and that's something I am mentioning all the time. I know I don't have to mention it to you because you all know that, but I think it's always important to show which important parts of Ukraine have been historically linked to us and were part of the Austro-Hungarian Empire and were very close to us. And of course, when I'm traveling, especially in Western Ukraine, it is something I can find all the time. But when you look at the sheer amount of family members, you see that they have become active in all areas of life, whether it's politics, whether it's diplomacy, whether it's business, whether it's the arts. I mean, I could come up with many more examples with a lot of humanitarian questions, but I think the most important thing is none of them forgets their roots, that all of them know where they're coming from and what their name, what their family name actually means, what the value system is. They are feeling linked to what they know they are part of a European society that has been built up on Christian values. And that is just something where I am very optimistic when I'm looking into the future, because I see this is not at all only my generation, but it's already very strong also the next generation that is keeping on working on that. And so I'm quite optimistic about that. And I think, you know, the outside political circumstances are not always the most important ones. The most important one is to have continuity, to work on the long term, to stick to your principles and stick to your values. And then on the long run, one will also be successful. The classical example for this, and this is where the circle basically closes, is my grandfather, whose career looked like unsuccessful in all different areas, but he still basically then came to the honors of the Catholic Church. And that just shows how success sometimes takes a very long time, but if you stick to it long enough, you will be successful on the long term. So thank you very much for listening. So thank you very much, sir, for your optimism, for your really deep and precious words and thoughts. Thank you also for taking part in today's event, and we all wish you a lot of success in your many important activities and, of course, in your private life
and hopefully we will meet again. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. Zdaj pa nadaljujemo. K omizju vabim moje današnje goste. A ekran dam dol. Tole, da se vidimo. Nisi doma, da med gospodinu. Torej, moji današnji gostje so dr. Andrej Rahten, dr. Gregor Antoličič, ki je še pri gospodinjskih opravilih, in Martin Marič, ali Martin? Martin Marič. In preden se začnemo pogovarjati, naj poseben pozdrav seveda namenim Cankarjevi založbi. Mi jo imenujemo kar eni od naših inštitutskih hišnih založb, ki se med drugim posveča tudi izdajam zgodovinskih biografij in znotraj tega tudi izvirnim slovenskim prispevkom k biografijam habsburških vladarjev, Franca Jožefa, Maksimiljana, Franca Ferdinanda in danes Karla. Pogovor bo potekal zelo spontano in začeli bomo seveda z najbolj izkušenim sogovornikom pri tem omizju. Dr. Andrej Rahten, verjamem, da ne potrebuje posebne predstavitve. V zadnjem času smo se z njim pogosto srečali prav tu, v Atriju, preko številnih monografij, javnih nastopov in tudi časopisnih člankov. Andrej, pred dobrim desetletjem je zlasti naš inštitut, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, začel z organizacijo znanstvenih konferenc in izdajanjem monografij o Habsburžanih, kot smo že rekli, od Marije Terezije, ki je izšla pri založbi ZRC, Franca Ferdinanda, Maksimiljana, Franca Jožefa in zadnjega habsburškega cesarja Karla. To zagotovo priča o povečanem interesu zgodovinopisja in tudi javnosti za Habsburžane. Dve vprašanje. Kako bi ocenil ali pa komentiral naš kolektivni zgodovinski spomin na Habsburžane? In drugo podvprašanje, kako bi spet komentiral morebitne dvome ali celo kritike o potrebnosti tovrstnih študij, konferenc, knjig in podobno? Ja, hvala Petra za besedo. Spoštovane, res sem vesel, da smo se danes zbrali tukaj. Mislim, da je to en velik dogodek, ne samo zaradi zbornika, ampak tudi zato, ker bomo odgovorili na ta vprašanja, ki jih je že uvodoma naša predstojnica načela. Zdaj kot prvo, jaz bom ponovil tisto, kar že ponavljam kakih 15 let. Če me vprašate, kateri Habsburžan je v slovenski javnosti najbolj znan, je odgovor ženskega spola, torej Marija Terezija. Z njo smo se vsi srečali tako že v vrtcu, pa potem od osnovne šole dalje. Tako da seveda tukaj je odgovor zelo enostaven in se mi zdi, da ona je v naši zavesti. Ponovadi v paketu pride zraven še sin Jožef II, čeprav vseh dimenzij njegovega vladanja seveda ne poznamo, jemljamo ga nekako v paketu, pol pa je že pravzaprav kar težko. Kar težko, nekaj malega se še ve v Francu Jožefu, zdaj ta krog, ki je danes tu, naj mi bo proščeno, seveda ne sodi v to, ampak govorimo o nekem splošnem javnem vedenju. Niti ne govorimo o svojih študentkah in študentih na fakulteti, da ne bo pomote, ampak seveda neka splošna percepcija, da nekaj malega še vemo o Francu Jožefu, ponavadi tako v kakih anekdotah, pa se pa že kar konča. Tako da pravzaprav niti več ne vemo, kdo je bil zadnji vladar habsburški, v Karla vemo zelo malo in tako naprej. In seveda na našem inštitutu smo si že pred časom, to je že skoraj več kot desetletje, zadali nalogo, da mogoče vendarle malce bolj postavimo to dogajanje zlasti v 19. stoletju, pa tudi prej, v nek kontekst. V kontekst seveda tega, da so Slovenci del neke širše državne tvorbe, neke širšega državnega kompleksa in da niso zamejeni zgolj z nekje mejami Vojvodine Krajinske, pa še nekaj malega Štajerske, pa malo Primorske, da ne bom koga pozabil, pa malo Koroške, ampak da seveda so Slovenci del nekega širšega državnega kompleksa. To, kar zdaj razlagam, pravzaprav ni moja pogruntacija. Peter Vodopivec se bo spomnil, ko smo imeli prvič na obisku Helmuta Rumplerja,
v Ljubljani na predavanjih na filozofski fakulteti, nam je Helmut Rumper zastavil točno to vprašanje. In to je ta koncept, ki ga tudi mi gojimo na inštitutu, koncept, ki Slovence umešča v nek širši državni prostor, neke države, ki je bila recimo torej druga največja v Evropi, ki je bila po številu prebivalstva tretja največja v Evropi, katere glavno mesto Dunaj 1910 je bilo 6. največje mesto na svetu in tako naprej. In z tega vidika se mi zdi pomembno, da se pozna tudi družina, rodbina, okoli katere je ta država pravzaprav tudi nastala. In seveda, če vi ne poznate delovanja rodbine te države, okoli katere je nastala, potem imate neke, bi rekel, paradoksalne situacije, ko govorimo o Slovencih v času Habsburške monarhije, brez da bi sploh poznali Habsburške vladarje. Nekaj podobnega so imeli eni drugi državi, tam, ki se je rekla Nemška demokratična republika, ko so zgodovinarji poskušali razlagati o Viljeminskem cesarstvu, pa so se zelo trudili, da bi se izogibali omembi Viljema II. In se mi zdi, da tukaj je nastopil čas, da presegamo to in mislim, da smo tukaj na inštitutu, na Zimku, v zadnjih 15 letih tudi pristopili zelo resno k temu konceptu. No, zadnja v vrsti habsburških biografij, ki jo je pravkar izdala Cankarjeva založba, je rezultat, kot smo že omenili, mednarodne znanstvene konference Cesar Karol Kolesij zgodovine, ki je potekala 11. novembra lanskega leta. Doktor Antoličič ali pa Gregor, ki tudi ne potrebuje posebne predstavitve in je avtor, soavtor in urednik kar nekaj monografij, ki so časovno in tematsko zelo raznolike. In če danes, Gregor, zanemarimo tvojo biografijo mehiškega cesarja Maksimiljana in se posvetimo monografiji o cesarju Karlu, naj te najprej povprašam glede naslova. Malček je drzen, a ne? A to je že to? Ja, to je to. Včasih Bo še sledilo. Včasih mora biti človek drzen, če želi v življenju kam prodreti, ampak preden kaj več o tem povem, naj izkoristim vseeno priložnost, da se zahvalim ekipi. Včasih rečejo, da je uredniško delo zelo nehvaležno delo, se v marsikaterem aspektu strinjam, ampak vsaj v tem primeru ni bilo nehvaležno delo, kajti ekipa, ki se je zbrala in ki smo napisali poglavja, je bila res čudovita. Vsakim od vas je bilo fajn sodelovati. Vsi ste danes tukaj, ste se zbrali na porodu našega skupnega dojenčka in mislim, da smo lahko ponosni na to našo knjigo in tudi na naše medsebojno sodelovanje. Mislim, da je vsak od vas pokazal veliko mero človečnosti, da je tudi bil pripravljen včasih se strinjati, kje, če smo kaj črtali, ker je že kak drug avtor kaj na to temo napisal, da res knjiga deluje kot ena enota in da bo bralec, ki bo začel za prvo črko in prišel do zadnje črke, imel občutek praktično, da bere knjigo enega avtorja. Seveda to ne, da bi manjšali vaše avtorsko delo, ampak za bralca je to seveda pomembno. Naj pa seveda se zahvalim tudi Cankarjevi založbi, Petra je že omenila, pa tudi Andrej, da s to založbo že veliko let sodelujemo. Žal ni odgovornega urednika, ni Aljoše, ne? Dan? Dobro. Če je Frankfurto, pa mu je upravičeno. Sigurno je Karla vzel zraven, da tudi nemški javnosti prikaže, kaj delamo v Sloveniji, kakorkoli. Ob Aljoši seveda gre posebna zahvala še trem. Ena ste že slišali, se je oglasila, Lauri Štravs, ki skrbi za to, da pridejo novinarji na te predstavitve, da glas o knjigi doseže tudi malo širši krog. Seveda pa ne gre mimo oblikovalca Mateja, ki ga vedno znova pohvalimo, kajti ne zato, ker smo soudeleženi pri teh knjigah, ampak jaz vedno znova rečem, če sem v tujini, pa pogledam kakšno nemško ali pa avstrijsko knjigo na takšno temo, so zelo starokopitne, zaprašene, ko jo vzameš v roke, ni ravno vizualno privlačna. Pri Matejevih knjigah pa je včasih celo tako, da če vsebina ni važna, je vsaj knjiga privlačna in se tako tudi bolje proda. In seveda hvala Matej tudi tokrat za tvojo izvrstno delo in seveda tudi Tinetu Logarju, ki pri tej knjigi ni več tako aktivno sodeloval, vsekakor pa brez njegove pomoči tudi Habsburžani v naši zavesti ne bi bili v takšni meri, kot so. Kar se tiče
provokativnega naslova. Ja, morda je res provokativen, razmišljali smo veliko o tem, kakšen naslov dati knjigi in kako nekako bralcu ali kupcu knjige na prvi pogled pokazati, da ne govorimo o nekih tujih vladarjih, ampak da ne nazadnje govorimo o zadnjem vladarju iz dinastije Habsburžanov, ki nam je vladal in s tem seveda, če se vrnem k tistemu, kar je povedal Andrej, da je morda Marija Terezija najbolj poznana, jaz se tudi sem videl v publiki mojega profesora, še enega izmed mojih profesorjev, doktorja Rozmana, ki je v enem izmed člankov tudi v uvodu napisal, kateri Habsburžani so med Slovenci najbolj poznani in jaz mislim, da če je tudi naslov provokativen, morda ta privede do tega, da kdo to knjigo več kupi, da jo prebere in da mogoče, ko jo prebere ali pa že samo, ko vidi naslov, se mu nekako vsidra zavest, da so ne nazadnje to bili naši vladarji, da je to bila, tako kot je tudi Andrej lepo povedal, država, v okviru katere smo Slovenci živeli, naši predniki ustvarjali pomembna dela in da to ni nek tujek, ampak da kot tudi država, ki je pred 30 leti razpadla, je to del naše preteklosti, ki jo je potrebno poznati, da bolje razumemo, zakaj smo danes tam, kjer smo in kakšna je bila ta pot do naše samostojnosti. Zdaj pa še pričakovano vprašanje. A ne? Knjiga je delo soavtorice in 9 avtorjev, oziroma avtorice in 9 avtorjev. Uvoda sta izpod peresa Karla von Habsburg-Lothringen in tvoj. Če nam lahko v nekaj, bi rekla, stavkih orišeš glavne poudarke knjige. Seveda je bila glavna ideja, kako knjigo zastaviti, podobna kot je bila pri Karlovem predhodniku, torej ko smo pred nekaj leti izdali knjigo o cesarju Francu Jožefu, torej da nekako skušamo predstaviti celotno življenje cesarja od rojstva in do smrti. In na tak način se je pojavila tudi ta ideja oziroma zamisel, da so se seveda posamezni zgodovinarji, ki so sodelovali pri tej knjigi, že ukvarjali z določenimi vidiki Karlovega življenja, če ne pa direktno z njim, saj z časom, v katerem je živel in vladal. In tako je bila nekako logična ideja, da se tudi zgodovinarji, čeprav med nami, o tem se veliko krat govori, da zelo neradi delimo ali pa so takšni skupni projekti včasih težavni, nismo biologi, kjer je 15 avtorjev pri enem članku, pa vendar, da si to življenje Karla razdelimo po odsekih, torej glede na to, v katerem obdobju ali na katerem področju njegovega življenja smo najbolj močni, kjer smo opravili že največ raziskav in na tej podlagi mislim, da smo si odlično razdelili Karlovo življenje kot torto na kose, vsak je pojedel en kos in mislim, da je na koncu produkt kljub temu in to kot urednik obeh knjig lahko povem, mislim, da nam je morda, sem bil takrat mlajši pa manj izkušen, pri Karlu celo še bolje uspelo to, da je knjiga občutek, da je res vlita iz enega kalupa, ne pa sestavljena iz različnih delov. Zdaj se bomo pa premaknili k najmlajšemu sogovorniku, gospod Martin Marič. Vi ste diplomirali na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru na temo Otto von Habsburg in Južni Slovani. In glede na to, da je bil doktor Rahten mentor pri diplomski nalogi, seveda izbor teme ne preseneča. Pa vseeno, pravzaprav, me zanima, kako ste se kot diplomant, kot mlad zgodovinar lotili tako zahtevne teme. Slišali smo v bistvu v zelo kratkem, ampak temeljitem orisu, kdo vse je bil Otto von Habsburg. Kako ste se pa vi pravzaprav z njim spoznavali? Hvala za besedo. Zadeva je čisto po naključju tudi nanesla, da sem raziskoval Otta von Habsburga, namreč prav z dr. Antoličičem smo bili na študentskem izletu, če lahko temu tako rečem, in ravno tedaj je bil tudi pogreb samega Otta von Habsburga, tako da smo imeli to čast, da smo videli tudi zadnji pogreb v bistvu našega prestola naslednika. V bistvu Otto von Habsburg je res oseba,
za katero marsikdo v Sloveniji žal ne ve, da je obstajal. Ko smo že prej govorili o tem kolektivnem spominu o Habsburžanih, naj omenim, da ko sem govoril, da raziskujem o Otto von Habsburgu, so rekli, Habsburžani še živijo, ne? Danes smo slišali, da je njihova dinastija šteje preko 600 članov, ampak Otto von Habsburg, mogoče da čisto na kratko orišem, kaj vse je bil, ne? Rojen seveda kot kronski princ je predstavljal neko svetlo točko bodočnosti monarhije, za katerega se je predvidevalo, da bo v drugi polovici 20. stoletja zavladal, in v javnosti se prvič pojavi ob samem pogrebu Franca Jožefa, kjer je bil tudi odet v ta bela oblačila in je predstavljal neko svetlo točko v tem žalostnem dogodku. Vemo, da so pač zgodovinski in politični dogodki šli v svojo smer, tako da je Otto von Habsburg s svojo družino bil pregnan prvo v Švico. Tam se je že zavedal malo same resnosti situacije, tudi po sami restauraciji, dvakratni restauraciji njegovega očeta Karla, ki je hotel torej na Madžarskem ponovno vzpostaviti vladavino, ampak potem ob samem pregonu na atlantski otok Madeiro je z očetom tudi preživel največ časa tam. Oče mu je dal te svoje politične in življenjske nazore, ki jih je celo življenje tudi uporabljal. Njegova mati, Cita, je skrbela za njegovo izobrazbo, ko so se preselili potem po smrti našega cesarja, se pravi Karla, so se preselili v samo Španijo, v samo Baskijo in le najboljšo izobrazbo je hotela za svojega sina, tako da je tudi tako ogrski kot avstrijski nekdanji minister za izobraževanje bdel nad njegovo izobrazbo. Samo ne omenim, od 6. ure zjutraj do 7. ure zvečer je potekalo njegov vsak dan izobrazbe, imel seveda privatne učitelje, učil se različnih jezikov, tako da je bil materi tudi hvaležen, da je v tem obdobju postal, če lahko temu tako rečemo, pravi deloholik. V letu 30 postane polnoleten, v Avstriji se v tem obdobju tudi zelo poveča število članov, ki so želeli obnoviti oziroma restaurirati samo Avstrijo pod Habsburžani. Več kot 1600 občin mu je dalo častno članstvo, več kot 400 organizacij in mala Antanta se je tega tudi bala, da se Habsburžani vrnejo, ne? Kljub temu, da je bil sam Otto von Habsburg v stiku z Dolfosom, da je bil kasneje v stiku s samim Šušnikom, do te restauracije ni prišlo, kljub temu, da je leta 38 Otto von Habsburg bil za ceno svojega življenja pripravljen se vrniti v samo Avstrijo, prevzeti in se aktivno upreti samemu nacizmu. Namreč z nacizmom se je on srečal že zelo zgodaj, ko še Adolf Hitler niti ni bil na oblasti. Namreč takrat je ravno za potrebe svoje doktorske disertacije bil v Berlinu in v Berlinu si je kupil knjigo Mein Kampf, jo prebral in videl, kakšno nevarnost predstavlja sam nacizem za mir v Evropi. Hitler ga je tudi nekajkrat pozval na pogovore, na sestanke, vendar ga je Otto von Habsburg vedno zavrnil, kajti vedel je, da bi Hitler to izkoristil v politične namene. Mogoče še omenim med drugo svetovno vojno, ko je Otto von Habsburg emigriral, predtem je seveda še pomagal več kot 15 000 emigrantom, ki so iz Evrope zbežali pred samim nacizmom s pomočjo španskega oziroma tudi portugalskega generalnega konzula, tako da ga lahko imenujemo tudi pravičnik med samimi narodi. Otto von Habsburg je za dobro Avstrije v samih Združenih državah Amerike deloval in imel številne pogovore in dogovore tako z Franklinom Delanom Rooseveltom, ki je samega Habsburga tudi upošteval, ampak po mnenju Otta von Habsburga se Roosevelt takrat ni zavedal sovjetizacije tega podonavskega prostora. V njem je takrat dozorela tudi ta misel, ne da se vrne kot kralj, ampak da mora nekaj narediti za dobro svojih tega nekdanjega prostora, v katerem je bil, se pravi, v njem je dozorela tudi možnost, da bi se vzpostavila Podonavska federacija, kar lahko imenujemo kot neki začetni predhodnik same Evropske unije.
po drugi svetovni vojni, ko se vrne, je iz Avstrije kljub temu bil pregnan in po letu 1955 se je kar 11 let boril, da je dobil tudi avstrijsko državljanstvo, da je leta 1961 se zaradi tega tudi odpovedal svojemu prestolu, še formalno je mogel to podpisati. V Avstriji so nastopile zaradi tega tudi politične krize in komaj leta 1966, torej v rodno Avstrijo, lahko tudi vrne. V tem obdobju je bil izredno dejaven tudi v okviru Panevropske unije, kjer je njegov cilj bil ne samo, da osvobodi ozemlje vzhodno od železne zavese, ampak da ponovno združi Evropo, da bi Evropa bila močan faktor nasproti same Združene države Amerike oziroma sami Sovjetski zvezi. Zato si je prizadeval seveda tudi potem znotraj Evropskega parlamenta. Takrat je bil pod mnogimi kritikami, kako bo en vladar dinastije, kateremu je bilo pač namenjeno, da bo nekoč vladar Habsburške monarhije, sedaj lahko v parlamentu bil en izmed mnogih, ne? Ampak Otto von Habsburg je opravil izredno delo, predvsem izredno delo za narode, ki takrat še nismo bili samostojni. Ena izmed prvih potez je, da je v plenumu zahteval, da je prazen stol za tiste narode, ki se ne morejo sami zagovarjati, ki so torej vzhodno od same železne zavese. Prizadeval si je, da bi Evropska unija imela skupno varnostno politiko. Odpiral je vrata Evropskega parlamenta, ne nazadnje disidentom oziroma ljudem, ki niso mislili tako, kot bi mogli izven same železne zavese, tako tudi našemu dr. Francetu Bučarju, ki je v konec 80-ih tudi v Evropskem parlamentu predstavil situacijo v sami Jugoslaviji in tako je Otto von Habsburg tudi razširjal, da Jugoslavija dolgo več ne more obstati, da Evropski parlament mora podpreti potem tudi osamosvojitev držav, ne samo Jugoslavije, ampak celotnega vzhodnega bloka. Zdaj pa še eno kratko podvprašanje, glede na vašo diplomsko nalogo, kakšen je bil pa njegov odnos do južnih Slovanov? Če pogledamo južne Slovane, recimo s samimi Slovenci je Otto von Habsburg bil zaznamovan oziroma povezan že od svojega 4. leta, kajti ravno v obdobju, ko je umrl Franc Jožef, je tudi umrl imejitelj oziroma častni pokrovitelj 17. ljubljanskega pešpolka in nov cesar Karel je 17. pešpolku podelil kot svojega zaščitnika, se pravi prav 4-letnega sina Otona in od tedaj naprej se 17. pešpolk Kranjski Janez je imenoval tudi cesarjevič in so imeli tudi emblem samega prestolonaslednika. Drugače pa Slovenci je najbolj bil povezan prav v obdobju naše osvoboditve, kot sem že prej omenil, preko Franceta Bučarja. Marsikdo ne ve, da je prav Otto von Habsburg, ko so vsi ostali mislili, da Jugoslavija mora obstati, je prav on bil tisti, ki je s pomočjo svojih političnih vez postoril mnogo, da je Slovenija postala tudi svobodna in neodvisna država. Tako da je že takoj po plebiscitu prišel v Slovenijo, nagovoril slovensko skupščino, se potrudil tudi slovenščino, Bog živi svobodno in suvereno Slovenijo, da je, ko se je 10-dnevna vojna v Sloveniji začela, bil tudi prvi, ki je še v obdobju vojne prišel v Slovenijo skupaj z 3 poslanci Evropske ljudske stranke in takoj poročal parlamentu, kaj se dejansko v Jugoslaviji dogaja, izredno kritiziral tudi tiste evropske poslance oziroma tiste zahodne evropske politike, ki so vztrajali pri ohranitvi same Jugoslavije. Še globljo vest mogoče, da povem, je spletel celo s samimi Hrvati. Na Hrvaškem je bil zelo aktiven v času vojne, tudi v času bombardiran oziroma oblegan Dubrovnika, Karlovca, Osijeka, je njegova družina tam bila prisotna in jim tudi Hrvatom dajala moralno podporo, hodila med ljudmi in Hrvati so se mu tudi na lep način znali zahvaliti. Z častnim doktoratom v Osijeku dobil je tudi državljanstvo in v zadnja leta potoval tudi z hrvaškim potnim listom. Nenazadnje je tudi sin Karla von Habsburga, ki smo ga videli prej, bil leta 1997
krščen v samem Zagrebu in je dobil tudi hrvaško ime Zvonimir. Tudi na območju Bosne in Hercegovine se je zavedal, bil je vizionar, vedel je, v kakšnem položaju je Bosna in Hercegovina, takoj leta 91-92 rekel, da modre čelade morajo vkorakati v samo Bosno. Kajti vemo, sama situacija tam je že takrat bila napeta in če bi ga poslušali, bi verjetno prihranili marsikatero trpljenje v sami Bosni in Hercegovini, tudi navezal je stike z ne samo rimokatoliško cerkvijo tam, ampak tudi z samo muslimansko cerkvijo, z samo muslimansko vero oziroma samimi imami imel razgovore in mogoče, da zaključim s tem, da se je leta 97 tudi vrnil na kraj, kjer je njegov prastric izgubil življenje, kljub smrtnim grožnjam takratnega srpskega, bomo rekli kar terorista Arkana. Ta pisma je imel tudi ob sebi, ko je potoval po samem Sarajevu in ko je obiskal tudi samo mesto, kjer je bil Franc Ferdinand ubit. Hvala. Ja, najlepša hvala. Andrej, tvoje zgodovinarsko delo in diplomatska dejavnost sta te povezala z Otom von Habsburgom. Nekaj je o njem v tem zadnjem obdobju povedal že predhodnik, poznal si ga osebno in zdaj sem preverila, tukaj imam še napisano, če se ne motim, si prisostvoval tudi njegovemu pogrebu. Ota von Habsburga je na primer spoznal tudi moj oče, ko je Narodni muzej sodeloval v veliki razstavi v Benetkah, ne vem, ali so bili Kelti ali pa Etruščani. V programskem odboru je bil takrat tudi Oto von Habsburg in mojemu očetu se je vtisnil kot zelo prijeten in dostopen gospod. Seveda za slovensko zgodovino je zagotovo bolj pomembna njegova vloga, kot je bila že omenjena, v slovenski osamosvojitvi, in bi te prosila, če lahko kakorkoli še dopolniš to, kar je bilo pravkar povedano. Seveda se ne bomo branili kakšnega tvojega osebnega vtisa, tudi ne od Cvirka, ampak glede na tvojo diplomatsko držo je ne smemo pričakovati od Cvirkov, no, ampak kakorkoli. Ja, zdaj že res vidim, da sem že res, tako rekla prej Petra, najbolj izkušen, kajti imel sem res to čast, da sem spoznal, kaj naj rečem, sina cesarja. Moj vtis je bil praktično identičen vtisu, ki ga je imel tvoj oče, a ne? Res, jaz se moram seveda zahvaliti Francetu Bučarju za to, da sem lahko sploh spoznal Ota von Habsburga. Namreč to je bilo v prejšnjem stoletju, konec prejšnjega stoletja, sem se namreč včlanil v panevropsko gibanje in takrat se spomnim, kako je France Bučar nekako z enim entuziazmom sprejel moje poznavanje zgodovine Habsburžanov. In že v najnem prvem kontaktu z Bučarjem je Bučar rekel, no to vaše poznavanje Habsburške monarhije vam bo pa še prav prišlo, ko vas bom peljal v Strasbourg, na zasedanje Mednarodne panevropske unije. Tako da sem že kar nekaj mesecev po tistem, ko sem prvič vstopil v panevropsko gibanje, imel priložnost iti v Strasbourg in tam spoznati, bi rekel, človek v paketu, tako Ota von Habsburga, kot tudi Karla. Namreč to je bilo obdobje, ko sta bila oba istočasno, eno obdobje sta bila oba istočasno evropska poslanca, kar je tudi nek unikum, a ne, v zgodovini. In takrat se spomnim, moj prvi vtis je bil točno ta, seveda treba je pač jasno povedati, vtis, ki ga pusti monarh nekomu, ki se je ukvarjal z rodbino, ki je pripadal stoletja, ne, je seveda nekaj posebnega. In takrat se spomnim, no, tisti prvi vtisi so se potem še ukrepili, ko je tudi Otto von Habsburg na vabilo Bučarja prihajal v Slovenijo. Že kar naslednje leto, leta 2000, je bil namreč tukaj na obisku in so ga takoč celoten državni vrh je sprejel Bučarja. To pa zato, kar je kolega Marič prej izpostavil, ne, ker je Habsburg se resnično zelo eksponiral, ne samo v času osamosvojitvene vojne, ko je tudi sredi napadov takratne armade bil tukaj v parlamentu na obisku,
ampak tudi že predtem. Tukaj bi rad samo spomnil na to zgodovinsko predavanje Franceta Bučarja januarja 1988 v Strasbourgu, v Evropskem parlamentu. Pozablja se včasih, da je bil tam na vabilo Ota von Habsburga. On ga je povabil takrat v Strasbourg in takrat je seveda Bučar povedal tiste zgodovinske besede, pač Jugoslavijo, ki ni demokratična, se več ne sme podpirati. In seveda je potem bil razglašen Bučar, kot vemo, za narodnega zdajalca in tako naprej, ampak Habsburg je od takrat naprej, to želim poudariti, nekako gradil svoj odnos do Slovenije preko Franceta Bučarja. In seveda zame, ki sem prišel v družbi Franceta Bučarja v prvi stik z Otto von Habsburgom, je bilo to še nek poseben privilegij. Tako da je seveda potem, glede na to, da sem tudi jaz potem zasedal neke funkcije, nekaj časa v tem gibanju, sem imel priložnost večkrat se srečati z Habsburgom. Zdaj moram odkrito povedati, seveda, ker sem bil samo eden izmed milijonov, ki jih je on spoznal v svojem življenju, namreč on je res, po mojem mnenju, vseh Habsburžanov prepotoval največ sveta. Če berete njegovo biografijo, boste videli, kje se je on bil, kako je on potoval, kakšna zvezda je bil, kje se je on imel predavanja na vseh kontinentih, tako rekoč. Seveda, jaz sem bil eden izmed milijonov, ki jih je on takrat spoznal. In sem celo mislil, da sploh ne ve, kdo sem, saj pač to je, se veste, vljudnost aristokratska. Pa sem pa tam leta 2004 so bile ene volitve v Mednarodno panevropsko unijo, v predsedstvu in moram reči, da je takrat pač šlo je za nek prenos, Otto se je nekako poslavljal iz vodilne funkcije počasi in potem so bile volitve, kdo bo njegov naslednik. In ne bom nikoli pozabil, jaz sem takrat tudi prvič kandidiral kot slovenski predstavnik v mednarodno predsedstvo. Pred mano je bil samo en Anton Korošec, nekoč pred drugo svetovno vojno v tem predsedstvu. In sem seveda takrat nekako z nekim strahospoštovanjem sprejel to kandidaturo. Je pa res, vse veste, kako je, tam si na tistih kuloarjih, bilo je lepo vzdušje. Jaz se s politiko do takrat nisem ukvarjal praktično nič in tudi nisem vedel, da bi se spodobilo tudi kaj lobiram za svojo izvolitev. In ne bom nikoli pozabil, ker sta bili pač dve listi, ko je prišel potem do mene Otto von Habsburg in je rekel, gospod Rahte, a mislite vi kaj lobirati za sebe ali moram vse jaz narediti? In takrat sem videl, da on ve, kdo sem. To je bilo, veste, do takrat nisem imel tega občutka. In je pa tisti večer potem tudi, in s tem bom z temi osebnimi pričevanji končal, ker nočem brenovati tega omizja preveč za svojo osebno noto, ampak tisti isti večer sem podoživel tudi veliko razočaranje v politiki takrat. Namreč, kajti zvečer, ko so bile volitve končane, se je sestalo to novo izvoljeno predsedstvo in je bilo treba seveda izvoliti organe. To sem prej dr. Tamari Grisar-Pečar tudi še enkrat ponovil. Namreč bila je neka debata, kdo bo kakšno funkcijo zasedal in seveda predsednik, naslednik Otta von Habsburga, to je bila velika čast, je postal francoski senator Alain Terenoir, katerega oče je že bil osebni prijatelj Otta von Habsburga, zdaj njegov sin, ki je drugače zaslovil potem, da je bil najmlajši senator francoski kadarkoli izvoljen, imenovan. In seveda takrat sem potem na eni točki, tudi jaz sem malo vključil v to debato in vem, da je bila ena debata, da bi predstavnik avstrijskega panevropskega gibanja bil pa generalni sekretar, če je Francoz predsednik. In jaz takrat tisti svoje naivnosti sem rekel, pa seveda se spodobim, da je to predstavnik Srednje Evrope, koliko sem jaz to pojmoval takrat. No in potem, ne bom zdaj šel v podrobnosti, me je poklopil eden od francoskih uglednih članov predsedstva, češ, vi pa kar boste tiho, srečen boste, da imate zdaj svojo državo, itak bi mogla še Jugoslavija naprej biti in tako naprej. No in seveda obveljala je francoska beseda. Se pa spomnim potem, ko smo končali, ko smo šli ven, je prišel Otto von Habsburg do mene in bi rekel tako res očetovsko, rekel, ne si tega preveč imati v srcu, to je pač politika. Torej, vidite, to bi res neka osebnost, prej smo slišali, bil je vključujoč, dostopen
In če si je vzel čas, ne, za enega navadnega predstavnika slovenskega panevropskega gibanja, potem si lahko mislite, kako, bi rekel, odprta osebnost je on bil in kako je bil pripravljen pravzaprav ne samo delovati, ampak tudi poslušati mnenja drugih. In to je bila tista, bi rekel, njegova res ogromna kvaliteta, ki ga je spremljala vse do smrti. No, letos je v središču zanimanja svetovne in seveda tudi slovenske javnosti britanska kraljeva družina. Ob tem se seveda porajajo številna vprašanja, od tega, kakšna je recimo prihodnost monarhičnih idej, ali pa če smo bolj konkretni, ali je sploh je mogoče primerjati recimo neko splošno ali pa naše slovensko, rečemo temu, vedenje o Habsburžanih in Windsorjih. Windsorje spremljamo, oni so pač sledljivi na spletu, sodobna družina. Kaj pa v nekem historičnem kontekstu? Koliko imaš občutek, Gregor, da mi sploh vemo o tem, o britanski kraljevi družini in kako bi pravzaprav ti dve družini, rodbini, če je sploh mogoče, primerjal med seboj? Verjetno o britanski kraljevi družini vemo več o aktualnih pripadnikih te dinastije, predvsem morda celo več od njihove nekih političnih funkcij, bolj o tem, kar sodi v sfero rumenega tiska. Verjetno je pri Habsburžanih situacija drugačna. Andrej je sicer prej omenil, katere Habsburžane povprečni Slovenec na ulici pozna. Verjetno pozna prej tiste, ki so že pod zemljo, če se tako izrazim, kot neke aktualne pripadnike, sicer zelo razvejane družine, ampak verjamem, da tudi sicer ne vemo Slovenci, kdo je madžarski veleposlanik v Parizu, tudi če to ni pripadnik dinastije Habsburžanov. Kljub temu pa seveda to zanimanje, naj povem še to anekdoto, kolega Marič je to samo omenil, mi smo takrat res slučajno v študentskih letih planirali izlet na Dunaj, pa nismo vedeli, da bo Otto von Habsburg umrl, ko smo že imeli rezervirano in pač so padlo dejstvo, da smo bili ravno v tistih dneh na Dunaju, ko je potekal pogreb in smo seveda tam stali in opazovali vso to procesijo. Dr. Grisar Pečar, vi ste bili na pogrebu, ampak ker takrat še niste bili naša predavateljica, vas tam nismo poznali, no, ko smo stali tam in se je povorka bližala koncu, smo z kolegom Maričem, pa še z enim kolegom Klasincem, ki je tudi študiral zgodovino, videli dr. Ahtena tam v tej povorki in smo vsi bili navdušeni, da naš profesor tam hodi. Kaj želim s tem povedati? Seveda je velikokrat težava pri raziskovanju takšne družine ta, da se morda pri kom pojavi dvom o neki objektivnosti, kajti seveda, ko se ti ukvarja z nekom, ki ni izrazito negativna zgodovinska osebnost, človek lahko hitro zapade v to, da se mu nekdo zasmili in seveda, ko se ti nekdo zasmili, je z objektivnostjo ponavadi izjemno težko. Ampak kljub temu, da smo neki entuzijasti, nedolgo nazaj smo se v Tinjah na Koroškem pogovarjali o Avstrijakantih in tako naprej. Naj vseeno povem tudi v povezavi z knjigo ali pa z tem zanimanjem. To zanimanje za Windsorje, kot rečeno, ali pa tudi za katero drugo aktualno kraljevo družino je predvsem po mojem zanimanje rumenega tiska. Jaz se spomnim, moja babica je vedno brala Neue Post, verjetno kdo od vas to pozna in tam je bilo vedno par strani o tem, kaj se na katerem dvoru dogaja. Ampak to zanimanje za Habsburžane pa je po mojem mnenju pomembno iz tega vidika, pogledajte, da ne bom samo sebe izpostavljal in danes je, se pravi, uredniško delo včasih nehvaležno, tvoje ime je napisano na platnici, ali si hvaljen ali si pa grajan, ampak bila je ekipa ob meni, dr. Ahten, dr. Tamara Grisar Pečal, dr. Renato Podbersič, Marko Manin, dr. Miha Preinfalk, še hrvaški kolega iz potem kolega Matkovič, kolega Miha Šimac in kolega Aleš Maver iz Maribora, torej pisana skupina ljudi, ki se sicer ne ukvarjamo vsak dan od jutra do večera Habsburžani, se ukvarjamo z različnimi aspekti, ampak odrečeno smo v teh Habsburžanih našli neko stično točko in s tem se lahko navežem na tisto, kar je povedal
Karl von Habsburg na začetku, ne gre tu toliko za neko hvaljenje ali pa slavljenje dinastije, da bi zdaj vsak od nas imel doma en mali habsburški oltarček in objokoval stare čase, ampak za to neko splošno zavedanje, ne toliko za samo družino, ampak za državo, kateri smo pripadali in da je vredno to tudi za nas, ki se ukvarjamo z raziskovalno dejavnostjo, raziskovati, predstaviti javnosti in zato smo seveda še toliko bolj hvaležni Cankarjevi založbi, da omogoča tisk in objavljanje takšnih knjig in ne nazadnje, s tem, da se pa vrnem k vprašanju, pa da se potem tudi iz prodaje knjig, zdaj Tine Logar bo to vedel, ko smo mi izdali knjigo Franca Jožefa, je bila tudi prodajana na knjižnem sejmu in me je Tine takrat poklical in je rekel, je najbolj prodajana knjiga za Harry Potterjem. Ali nekaj takšnega, ni bil ravno Harry Potter, ampak nekaj podobnega kova in to pa kaže na to, da vseeno, se veste, knjiga vseeno stane nek denar, tudi te knjige, kot vidite, so trdne platnice, nekoliko bolj luksuzna izdaja, niso to paperbagi, ki smo jih mogoče navajeni v tujini, ampak da se Franc Jožef, na primer, v nekaj tisoč izvodih proda na tržišču, kot je naše, kjer knjige niso vedno najbolj popularna zadeva, ker smo bolj na telefonih, predvsem mlajša generacija, kot na čem drugem, pa vseeno kaže na to, da so pa morda Habsburžani, ne vem, bi bilo zanimivo, Tine, primerjava, če bi vedeli, da bomo se o tem pogovarjali, z prodajo kakšne biografije o kraljici Elizabeti. Da bi videli, a se je Franc Jožef bolje prodajal in s tem imeli potem odgovor na to, a so Windsori bolj popularni, sigurno so, kar se tiče rumenega tiska, ampak kar se pa tiče nekega zavedanja, pa mislim, in tudi o predstavitvah knjig, danes ni uradna predstavitev, zato se naj tudi upravičim, da te knjige še ni danes na prodaj, je praktično sveža iz tiskarne, še topla in bo na prodaj šele v začetku naslednjega tedna, pa vendar se to, da se te knjige prodajajo, kaže na neko splošno zanimanje za naše vladarje in naj se še res enkrat zahvalim tako založbi kot vsem avtorjem, da se ne bom pol vsakokrat zahvaljeval, bo izgledalo, kot da se vam hočem vsem prikupiti, ampak je bilo res vsemi vami čudovito sodelovati in upam, da bomo morda čez leta, da se že malo reklame naredim pri Cankarjevi založbi, naredili pa tudi kakšno knjigo od Otto von Habsburga in sklenili krog Habsburžanov v 20. stoletju. Tako, zdaj sem jaz izčrpala vprašanja, ki sta mi jih pripravila Andrej in Gregor. Seveda, vsaka tematizacija, vsak pogovor odpre nova vprašanja, več novih vprašanj si postavimo, kot smo v tem trenutku nanje odgovorili in zdaj je seveda čas tudi na publiki, da zastavi kakšno vprašanje, pove svoje mnenje, kakšno misel, ki je pač vedno dobrodošla. Mikrofon maha tam zadaj, tako da se bomo lahko tudi slišali. Super. Pozdravljeni, Ahad Skobal, nisem zgodovinar, sem sam ljubitelj, tudi Habsburžanov. Moje vprašanje je pa v zvezi s Karlom pa Korošcem. Ko me je Korošec rekel, takrat prepozno je, me zanima vaše mnenje, ali je to, če gledamo Korošca, njegov eden izmed vrhuncev, ali je bila to narejena napaka z njegove strani, oziroma kakšno moč je on imel takrat pri sesuvanju takratne monarhije. Hvala lepa. Bom jaz začel, Andrej, pa boš ti, ker so se ravno z Andrejem včeraj na to temo pogovarjala, ker sem napisal en članek prav o odnosu Korošca do Habsburške dinastije in seveda sem si to politično obzorje Korošca Andrej dosti bolje pozna, pa bo on odgovoril, jaz bom samo o tej zadnji audienci. Jaz sem se potrudil, da bi jo na Dunaju poiskal v uradnih audiencah, ker je to pač bil že čas postopnega razkroja, ta audienca ni bila zavedena uradno, niti ne vemo, kaj sta se cesar in Korošec dejansko pogovarjala. Predvsem pa je treba to audienco gledati v enem širšem kontekstu,
Mi jo seveda gledamo vedno iz našega slovenskega zornega kota in imamo občutek, da je cesar povabil Korošca na audienco, da bi rešil monarhijo in tako naprej, ampak tisti dan na audienci ni bil samo Korošec, ampak ta dan in še naslednji dan vsi predstavniki političnih grupacij v Dunajskem državnem zboru in tako je bil čas, ki ga je Korošec preživel pri Korošcu, to se pa da rekonstruirati iz nekaterih časopisnih člankov, zelo kratek. Cesar je Korošca prosil, da naj novinarjem ne govori o vsebini pogovora, tudi ko je potem, seveda so novinarji odpotovali z temi politiki na to audienco in ko je Korošec potem končal svojo audienco, so ga nekateri novinarji vprašali, kaj pa sta se pogovarjala, ampak Korošec kot odličen politik je seveda odgovoril zelo splošno. Zaradi tega to, ali je on izrekel te znamenite besede ali ne, seveda lahko začinimo z kančkom dvoma, kajti Korošec je to, kar bi naj povedal cesarju na zadnji audienci, objavil v 2 časopisnih člankih, eden nekaj več kot 10 let za audienco, drugi več kot 20 let za audienco. V obeh člankih je povedal 2 različni verziji, kaj bi naj rekel cesarju, tako da je seveda vprašanje, ali je res tako odločno cesarju dal vedeti, da Slovenci več ne bodo živeli pod žezlom Habsburžanov, ali se je izrazil bolj diplomatsko, ampak kakorkoli je očitno glede na to, kar je potem sledilo, Korošec vseeno dal cesarju vedeti, da bo zelo težko ohraniti Slovence pod žezlom Habsburžanov, ampak kot rečeno bo Andrej več o tem vedel. Ja, jaz bi samo potrdil to, kar je Gregor povedal. Zdaj je pravzaprav Gregor dokazal, da se mi praktično vsak dan pogovarjamo o Karlu in Korošcu in Habsburžanih. Če smo se že včeraj popoldne o tem pogovarjali, res lepo naključje. Ja, jaz moram reči, da sem zelo hvaležen Feliksu Bistru, ker je pravzaprav za tem motom, Majestet esis zu spät, čeprav smo zdaj v natančnem branju ugotovili, da je morda še kakšna verzija možna, pravzaprav dosegel to, da sta prišla v našo zgodovinsko zavest tako Korošec kot Karl. Mi smo preko tega lepega mota, prepozno je veličanstvo, nekako začeli dojemati to usodnost te povezanosti Karla, Korošca in nasplošno slovenskega, bi rekel, pripadnosti, lojalnosti dvoru. To se mi zdi zelo pomembno. Drugo, seveda, to je treba vedeti, se nahajamo že v začetku oktobra 18, tukaj je res že marsikaj prepozno, tukaj ne glede na Korošec to točno rekel, tako ali ne, je bilo dejstvo. Poletje 18 je bilo tisto usodno leto, ki praktično poruši vse mostove in jaz bi celo rekel, da seveda Korošec je nekako od začetka imel resne namene, dobre namene, da mogoče znotraj takoj po Majniški deklaraciji, da se najde neka rešitev znotraj Habsburške monarhije. Ampak seveda potem, bolj ko se čas odmika, se vidi, da je vedno bolj nekako razočaran na tem razvojem dogodkov, po drugi strani pa tudi pri Karlu je treba zelo jasno povedati. Karl nasledi eno zelo težko dediščino. Nasledi cesarja, ki je tam desetletja vladal, precej trmasto, njegov zadnji reformni poskus državnopravni je bil dualizem leta 1867, od takrat naprej ni želel ničesar več premikati. In seveda vmes je treba dati še dodati vojno vihro, vmes je treba dodati to, o čemer je tudi Petra že večkrat pisala, veliko bedo prebivalstva, veliko lakoto. Vse to je treba nekako postaviti v kontekst, da pa razumemo tudi Koroščevo odločitev. Ne pozabi tudi preganjanja slovenske inteligence, tako na začetku vojne in tako nekega vojnega absolutizma. Vse to nekako daje nek miks, ta usodni miks, kjer pač potem pride do tega, bi rekel, zadnjega soočanja. Naj povem, da Korošec ni bil zadnji, bi rekel, slovenski veljak, ki ga je Karl sprejel, nekaj dni zatem sprejme torej Karl tudi Ivana Šusteršiča in čisto na koncu sprejme pa še Ivana Žolgerja, kar je tudi zanimivo, Žolger kot, bi rekel, edini Slovenec, zdaj Franček Rozman me bo popravil, jaz se bom tukaj rekel, edini Slovenec med prvo svetovno vojno bo vredo,
ki je bil član Dunajske vlade. In seveda je torej Žolger na koncu bil tisti, ki, saj jaz, kakor vidim iz teh podatkov, bil zadnji, ki je poslušal mnenje cesarja vis-a-vis Slovencev. Tako da gre za nek odnos, ki se potem seveda jasno z razpadom dokončne monarhije totalno razgradi. Karl postane neke vrste, kot ne rečem, dežurni krivec za praktično ves kaos in bedo, ki je nastala po razpadu imperija. Hvala. Še, doktor Griser Pečar. Hvala, Aleš, za tlele gospač v drugi vrsti. Super, hvala. Mislim, da je treba še povedati, dodati temu, kar je gospod Rahten rekel, da je Karl absolutno nameraval monarhijo reformirati. Že Franz Ferdinand je imel seveda načrte v tej smeri in je tudi, torej Cita mi je to sama pripovedovala, da je to tudi v enem pogovoru obema, Citi in Karlu, rekel, da je že vse pripravljeno, da ne vzame to nase, pa so potem tisti v krogu Franca Ferdinanda poskrbeli za to, da Karl teh papirjev nikoli ni dobil, ampak vsekakor je imel namen, da reformira monarhijo, ampak v tem vojnem času je bilo izredno težko, potem je pa prišla ta še afera Sixtus in je njegova verodostojnost zelo trpela nad tem, zato do tega ni prišlo. Dodala bi pa še nekaj k Otonu Habsburškemu. On je imel avstrijsko državljanstvo ves čas, ampak kuriozno je bilo to, da v njegovem potnem listu pisalo, da je veljavno za vse države sveta, samo ne za Avstrijo. Najlepša hvala. Kar nastol dajte, lejte. Še kakšno vprašanje? Jaz tako slabo vidim, tlele moment tak priznam. Sicer pa tako, zdaj smo ta uradni del, čeprav razumem, zaključujemo. Jaz se lepo zahvaljujem vsem trem sogovornikom za res prijeten pogovor. Seveda se zahvaljujem publiki, ki ste prišli, ki ste nas zelo pozorno poslušali in da ne bomo tako formalno, tam nas bo počakala kava, čaj, voda, rogljički in lahko nadaljujemo v manj, bi rekla, zateglem vzdušju naprej. Hvala še enkrat Cankarjevi založbi. Jaz vam želim en lep jesenski dan in kmalu nasvidenje tukaj.